Martin Capuder je odraščal v Spodnjih Kosezah pri Lukovici. V družini je bilo 15 otrok. V neposredni bližini doma je bila cerkev, kjer je bil oče zvonar. Ob večjih praznikih je rabil pomoč, saj takrat še ni bilo tehnologije, ki bi zvon zagnala sama. Otroci so pomagali pritrkavati. Sluha niso zaščitili, niti niso vedeli, zakaj je to pomembno. Čeprav so se posledice kasneje pokazale, je pritrkavanje vzljubil in ga še vedno izvaja. Že 60 let hodi vsaj na Belo nedeljo po veliki noči pritrkavati v domačo cerkev. Ko je bil star 25 let, je začel igrati harmoniko v ansamblu. Da nekaj ni v redu z njegovim sluhom, je ugotovil, ko je zapisoval besedila pesmi iz radija ali kasetofona. Martin, dober dan. Dober dan želim. Torej, vi ste prvi opazili, da malo slabše slišite. Kdo pa je bil tisti, ki je bil naslednji? Moram povedati po pravici, da je prvi opazil to naš pevec pri ansamblu Kovinarju Boris Kopitar. Ko sem pisal tekste, je ugotovil, da nekaj ni v redu in je poslej pisal tekste iz nosilca zvoka raje sam. Ampak razvoj dogodkov pa je nanesel slučajno, da je prišla v hišo domačo sorodnica firme, ki izdeluje slušne aparate, ki pa so takoj opazili mojo nablušnost in mojega skrivanja pred njo je bilo hitro konec. In torej, kaj ste dobili za darilo za 60. rojstni dan? No, kadar se odloča o nekom, ki praznuje, se najprej pomisli, kaj najbolj potrebuje. Ugotovili so, da potrebujem prav slušni aparat in so mi ga eni izvod tudi podarili, s tem, da jim sprotno poročam napredovanje sluha zaradi naglušnosti, da jim tam sporočam in to sem tudi spretno počel. Ostalo je pa še čakalo za razvoj nadaljnji. Pa me zanima, če lahko opišete, kakšen je bil zvok iz slušnega aparata, takoj, ko ste ga nadeli. Ste ta zvok vzljubili? No, vsak, kako bi rekel, tujek v človeku, to je tako, kot so zobne proteze, kot so očala, kot je tudi slušni aparat, ki ga najprej telo zavrača. Moram reči, da oliva v ušesu je bila malček odveč, sluh pa je seveda bil neprimerno boljši in na začetku se ga kar težko privaditi, dokler ne spremeš in ne začneš ceniti prednosti njegovega namena. Torej ste najprej tehtali med tem, da raje ne razumete ali pa boste imeli tujek v ušesu, torej ste se soočili s to negotovostjo? Zagotovo moram reči, da res, vendar se mi zdi, da je bilo to tehtanje mnogo predolgo. Zdi se mi, da kar skoraj polna 3 leta. Majčkeno se krivega počutim sam, ko je slušni akustik naravnaval glasnost slušnega aparata, sem mu naročil, da ga malo zniža. Mimo tega pa samo en slušni aparat ni mogel dajati tiste kvalitete, kot bi lahko dajala oba. S tem pa je nastala nevarnost, da je razlika med nošenjem aparata ali ne malo premajhna, zato se včasih prepustimo razvadi in ga ne nosimo redno. To pa je škoda, ker kasneje se pokaže, da je ravno v tem velika napaka. Ampak ste bili vztrajni, ste preizkusili tudi, kako je v gledališču brez aparata. Ste kaj razumeli? Tega dogodka se pa zelo rad z nasmehom spomnim. Bilo je v kulturnem domu na Viru, šlo je za monodramo humoristično Jamski človek. Moram povedati, da se je cela dvorana smejala
tresla od smeha, jaz pa nisem vedel, zakaj se gre. Malo sem nadlegoval ženo, da me prevajala, zakaj se smejajo, in sem postal moteč. S tem sem postal moteč, sem preprosto vžgal drugo temo, z ostalimi vred sem se smejal samo zato, ker so se smejali tudi oni. Verjetno vas je ta dogodek tudi prisilil k temu, da ste potem aparate nosili ves čas, oziroma zanima me, kaj je bilo tisto, kar vas je pa spodbudilo, od zdaj naprej bom aparate nosil. No, imel sem še eno priliko, takrat sem pa že imel s seboj slušni aparat v levem ušesu. Šlo je tudi za humoristični monolog Ranka Babiča, Moški copata. No, takrat je bil pa občutek že boljši, pa vendar moram priznati, da je šlo še vedno pol resnic, ki jih je nanizal mimo in treba je bilo razmišljati o tem, da se počasi pride do obeh aparatov, ker možnost ni bila onemogočena, bolj je kriva moja malomarnost, da tega nisem storil že prej. In me potem zanima, potem ste se odločili za 2 aparata, zanima me zakaj in zanima me tudi, kaj so bili tisti zvoki, ki ste jih končno slišali, pa jih morda prej dolgo časa ni bilo. No, to je opažam tudi pri drugih, ko pristopajo k slušnemu aparatu, da jih moti prav tisto, kar so nekdaj z veseljem spremljali. Zagotovo. No, pri meni je pa šlo še za nekaj drugega. Sem že po sili razmer 14 let predsednik Društva upokojencev v Radomljah in razna srečanja, organiziranje izletov, raznih srečanj, tekmovanj in tako naprej, me je sililo v to, da je moj sluh moral postati malo bolj kompleten in to se je tudi zgodilo. Zdaj, tisto, kar nekateri, kako bi rekel, kritizirajo, da sliši preveč, so pozabili, da so od nekdaj to že slišali. Prav gotovo. Samo, da pa jih motijo neki drugi zvoki, razen hrupi, kaj takega, se pa da zelo lepo pomagati. Enostavno izklopiš baterijo ali pa snameš slušni aparat in zadeva je rešena. Tako ni nobenih, tudi v hudem hrupu, zlasti na kakšnih hudih veselicah, močnih glasbi in tako naprej. Takrat se pritožujejo, da ne slišijo dobro svojega glasu, seveda ne, se ga tudi takrat, ko so imeli še normalen sluh, v mladosti pri takem hrupu niso mogli normalno pogovarjati. V tem je vsa skrivnost te zadrege. Če se malo pošalim, moj oče včasih pravi, da je včasih dobro, če ne slišiš vsega, pa vendarle šalo na stran, me zanima, vseeno izklopite morda aparat, ko se brijete ali pa vas sesalec zmoti, je še kakšna taka stvar, ki vas zmoti? Vsekakor, da pri britju, no, da ne omenim pri osebni higieni, snamemo aparat, tudi pri različnih delih, saj tudi jaz še vedno pritrkavam, hodim v domači kraj sam, imam zaščitne slušalke, da se zavarjaš. To se da tudi pri raznih opravilih z visokimi šumi preprečiti s tem. Tudi če slušni aparat snamemo, pa pri velikem hrupu, moramo še vedno uporabljati zaščitne slušalke, da obvarujemo svoj sluh. Mislim, da tam zelo pomembno, da ga čuvamo, dokler ga še imamo, tudi tistega, kar nam ga še preostane. Pa me zanima mogoče še nekaj. Koliko časa je pri vas trajalo, da ste začeli razumeti govor, ker velikokrat slišimo reči nove uporabnike, vse slišim, samo govora ne razumem. No, lahko rečem, da sem imel priložnost, ko sem peljal svojega prijatelja v Kranj na pregled in potem dobavo slušnega aparata, kako je preko računalnika uravnaval slušni akustik, vse stopnje
spekter frekvenc. Ampak pri dobavi, ko ga je prevzel, ga je pri vsaki frekvenci vprašal, kdaj je naravnan tako, da je optimalno njemu všeč. In on je odgovarjal temu primerno, samo včasih se človek pri tem prehitro odloči pa reče, dobro, to je potrebno kasneje še takšno vrševanje, če ni primerno popraviti in prilagoditi svojim potrebam. Samo nekaj pa res, da pri velikem hrupu, kot sem že prej povedal, tudi prej, ko smo imeli že svoj sluh, smo imeli podobne težave, samo pozabili smo, da smo to znali predihati. Pri novem slušnem aparatu pa zelo radi le-to oporekam. Omenili ste že, da tudi vodite podružnico upokojencev, pa me zanima, če ste koga še uspeli prepričati, da se je opogumil in odšel po slušni aparat. Zagotovo. Že sami ste povedali prej, da se je lahko zgodilo, ne? In je čisto izvit primer ni, da je starejši gospodar predajal testament napisal, ko so ga prepričali, da vzame slušni aparat, ker je bil bolj skop, si je vzel samo enega, ampak je bilo dovolj, da je napisal še drugi testament. Ko pa so ugotovili, da je bolj kompleten, če ima oba aparata, je pa tako dobro slišal, da je napisal še tretjega. To je malo za šale, pa ni čisto zvite. Je pa res, da precej naših, ko bi rekel, prijateljev, naj povem, da pri jutranji telovadbi vadimo vsako jutro, v tem momentu ne, ki je prekinjeno, jutranja telovadba, 1000 gibov, šola zdravja, in da je kar nekaj teh že sem jih navdušil tudi, da so pristopili k sprejemu slušnega aparata in da jih tudi kasneje, ko se dobivamo skupaj, opominjam, kdaj so brez, pa tudi svojci doma pritiskajo nanje, da jih resnično nosijo in da dosežejo tisto, kar se želimo, kar pomeni, da je naglušnost popravljena do tiste mere, da je sprejemljiva za okolico. Martin, upam, da bo vaša pozitivna izkušnja mnogim v spodbudo pri odločitvi za slušni aparat. Hvala lepa. Prosim lepo, hvala tudi vam. Mislil sem še, imam zaključek, sem si ga pa celo napisal, ki bi pa lahko zelo vzgojen, ampak če časa zmanjka. Imava še 30 sekund, tako da lahko, kar izvolite. Lahko, ja. Kaj svetujete svojim prijateljem, ki slabo slišijo? Kar ne bi se dal drugega, kot da naj dober sluh naprej skrbno čuvajo. Če pa že je načel, naj se le-to čim prej priznajo in težko poškodbe pri ustreznem zdravniku tudi izmerijo. Vsako odlašanje ukrepanja ob naglušnosti ima lahko hude, neprijetne posledice. Daljša pot do slušnega aparata, tudi daljša bo pot do uspešnega okrevanja po sprejemu aparata. Tistih bolj ali manj prijetnih zvokov, ki si jih že nekoč kako dobro slišal, se zlahka sprejme. Predvsej bolj kruta pa resnica, da se v času že hude naglušnosti polovoma podaljšuje, slabša tudi reakcijski čas zbranosti v svojem okolju. No, zdaj, ko si dobil dober slušni aparat, ki ti vsaj približno ponuja dobro izhodišče za vrnitev v čase, ko je bil tvoj sluh še neoporečen, le-tega pa se ne da doseči kar čez noč. Iz prve roke vam lahko povem, koliko časa in kako trdo je treba delati na tem, da se zbranost v družbi vrne na primeren reakcijski čas. Zato še kako dobro namerno svetujem tistim, ki slabo slišijo, naj se za pripomoček dobrega sluha čim prej odločijo, da bo tudi okrevanje po nabavi slušnega aparata čim krajše in čim bolj uspešno. Hvala za prisluh.